Lexus NX priključni hibrid omogoča približno 70 km vožnje samo na elektriko. Ampak za optimalen izkoristek tega dosega boste morali seveda avto redno priklapljati na polnjenje, potem pa se na običajnih vožnjah voziti samo na elektriko. Tako boste lahko izkoriščali oziroma prišli do bolj prijetnega delovanja pogona, obenem pa boste lahko tudi varčevali. A pri Toyoti radi poudarijo, da skrbijo, da je za kupca vse skupaj čim bolj enostavno, da mu ni treba skrbeti in da je v avtu vedno dobrodošel. V resnici tudi takrat, ko v tisti večji bateriji zmanjka energije, ne bo problemov. Takrat bo to pač klasični samopolnilni hibrid. Te pa pri Toyoti znajo delati že skoraj 30 let in objektivno gledano so na tem področju eksperti. Kje se to kaže, naj vam pokažem na praktičnem primeru. Zapeljimo se na kratko in slikovito hibridno pot po Beli krajini. David bo imel na tej poti v rokah štoparico in vklopil jo bo vsakič, ko bo Lexus preklopil v popolnoma električni način. Potem pa bova na koncu skupni čas poti primerjala s tem izmerjenim časom. Lexus nam namreč obljublja, da bomo lahko v načinu samopolnilnega hibrida na elektriko vozili tudi približno 60% poti. No in ker bo šlo danes za umerjeno pot izven avtocest, jaz napovedujem, da bomo to številko celo blago presegli. Da vidimo. 3, 2, 1, zdaj. Med vožnjo lahko delovanje hibridnega pogona zelo preprosto spremljate na zaslonu pred voznikom. Najbolje bo, da spremljate tale zelo opazen merilnik, ki nam kaže, kdaj ostanemo v eko območju, no in znotraj tega eko območja se bo bencinski motor bistveno pozneje vklopil. Seveda, obljubljenih številk ne boste dosegli, če ne boste vozili po hibridno. To pomeni z veliko zmernosti pri pospeševanju, zmernosti tudi pri zaviranju in seveda z veliko predvidevanja. Če boste vozili na tak način, se vam bo hibrid bogato oddolžil. In kako boste vedeli, kdaj vozite na elektriko? Prva možnost je, da spremljate majhen simbol tukaj na zaslonu pred voznikom. Druga možnost je, da spremljate grafični prikaz delovanja hibridnega pogona tukaj na osrednjem zaslonu. Seveda pa ves čas pogon tudi slišite ali pa ne slišite. Tako, prišli smo na cilj naše poti pred grad Metlika in čas je, da pogledamo, koliko odstotkov poti smo se vozili samo na elektriko. Zdaj ta prva štoparica kaže skoraj točno 15 minut, to je skupni čas vožnje, druga štoparica pa kaže skoraj točno 10 minut. To pa je čas, ki smo ga preživeli pri vožnji samo na elektriko. In to pomeni, da je naš račun zelo preprost. Na elektriko smo se vozili celo nekaj več kot tistih 60% poti, točno 2/3. Seveda takšna umerjena, tipično belokranjska vožnja samopolnilnemu hibridu izjemno ustreza. Nekaj malega smo se vozili z višjimi hitrostmi po podeželskih cestah, malo čez vasi z manjšo hitrostjo in na koncu je bilo še nekaj tiste prave urbane vožnje. No, pri taki vožnji se boste lahko vozili tudi s porabo goriva pod 5 litri na 100 prevoženih kilometrov. Seveda pa bo ta poraba višja oziroma delež električne vožnje precej nižji, če se boste več vozili po avtocesti. Ampak mislim, da na koncu lahko zaključimo, da ni prav nobena tragedija, če takšnega priključnega hibrida kdaj pač ne boste uspeli priklopiti na polnjenje. Vseeno pa to polnjenje vsakič v naši oddaji vsekakor toplo priporočamo. Glede na tipično slovenske vožnje, namreč takšen hibrid
omogoča še precej več kot le tistih 60% električnih kilometrov. Zakaj bi torej zapravljali po nepotrebnem?